Želimo, da bi se mladi pogovarjali. Danes je problem v družinah, da se ne pogovarjajo. In kje se bodo naučili, če ne v vsakdanjem življenju. Samo po dva in dva kot pari je pa premalo. Rabijo družbo. In ta družba jih tudi žene naprej in tudi pomaga, da potem ostanejo nekako med seboj povezani in da se znajo znajti v življenju. Ker nekateri so silno zaprti, boječi, ne upajo stopiti, tudi dekleta pa tudi fante. In potem ostane na tistem nivoju. To so pa sproščeni, vsak jih nagovori, vsi so sprijeti, dobro se počutijo, vsak je enak, vsi smo na ti, ni nobenega gospoda ali pa ne vem kaj drugo. To smo med seboj bratje in sestre, bi lahko rekli, obenem pa tudi ta božja dimenzija, molitev in pa ena duhovna zbranost, posebno puščava, pa tudi maša, ki je vsak dan višek celotnega dneva. Človek se čudi in se čudim, da ti fante in dekleta prihajajo sem sami. Jih ne pošiljajo duhovniki, mogoče tudi tam starši, ampak prihajajo pa zato, ker iščejo nekaj več. Lahko rečem, da je to eno posebno središče, ker so študentje in dijaki skupaj in dobijo drug ob drugim izredno veliko, tudi da se usposobijo za življenje, za vsakdanje življenje pošteno, pa tudi, da nekako se srečajo preko vere, preko Boga, preko molitve, tistih 4 stebrov, kateri stoji uskovnica.